V današnji oddaji Aktualno bo govora o odbojki. Naš sogovornik je na lastno željo, ker je že prebolel koronavirus, na vprašanja odgovarjal na varni razdalji in brez zaščitne maske. Za začetek začiva nekako s prvenstvom, po 10 krogih 3 zmage, 7 porazov. Je to nekako v skladu s pričakovanji, pod pričakovanji, kako bi nekako povzela teh prvih 10 tekem? Ja, glede na to, kar ste povedali, da imamo 3 zmage in 7 porazov, bi še prilegla kakšna zmaga več, ampak glede na to, da je letos prvič liga samo 8 ekip in v tej ligi sodelujete tudi zraven ACH Volej in Kamnik, je nekako to realno, ker moramo povedati, da zraven ACH in Kamnika so se zelo močno ukrepili tudi Mariborčani, ki kotirajo zelo visoko v letošnjem prvenstvu, in seveda stari znanec Salonit. Tako da mislim, da kadrovsko so prve 4 ekipe močnejše od vseh ostalih 4 ekip. Tako da nekako lestvica kaže realno, zdaj samo kako se bojo mesta porazdelila, se pravi, med prve 4 bojo verjetno te ekipe, ki so zdaj, in med druge 4 pa te ekipe, ki so zdaj, razen, kot sem povedal, kako se bojo mesta razdelila med ekipami. Kakšni so bili nekako cilji pred sezono? Ste se že pred sezono zavedali, da boste nekako v tem drugem rangu, ki ste ga zdaj omenili? Naš cilji pred sezono so bili, da bomo nekje na sredini tega prvenstva. Zdaj, ne vem, če bi se pokazala kakšna priložnost, mogoče za kaj več, bi jo probali izkoristiti, ampak mislim, da smo že to soboto to priložnost zapravili v Kanalu, kjer smo gladko 3:0 izgubili z Salonitom, in mislim, da nam zdaj preostane borba od 5. do 8. mesta. Kako je s samim kadrom? Je ta dovolj dober? Bi si morda želeli še popolniti kader, ali je to enostavno to, kar je trenutno na voljo? Ja, glede na situacijo, ki jo imamo, je nekako to v nekih naših zmožnostih kader. Mogoče bi se dalo z kakšnimi prihodi tudi kaj boljšega iztržiti, ampak trenutno, kar smo imeli na tržišču, tisto smo pobrali. Mogoče bi kakšen procent teh, ki so prišli, pričakoval, ali pa vsi skupaj pričakovali boljšo igro. Morda to. Kakšno je nekako vaše sodelovanje kot med drugim tehničnega direktorja kluba z glavnim trenerjem, z ostalimi trenerji, z tem, da bdite nad ostalimi selekcijami? Kakšno je nekako to vaše delo? Ja, mi smo letos v klubu načrtno zastavili delo in kadrovanje v tej sezoni tudi z mlajšimi selekcijami in za drugo ekipo, z sodelovanjem z prvo ekipo, kjer tudi vključujemo nekatere naše mlajše igralce, nekateri tudi trenirajo že, nekateri so na dvojni licenci. Tako da moram povedati, da sodelovanje z vsemi temi je kar dobro. Glede na situacijo, ki jo imamo v klubu, moram povedati, da trenutno smo v enem boljšem obdobju, kar se tiče mlajših selekcij, se pravi tam, bi rekel, kadeti, mladinci. Ampak imamo pa velike probleme z to korono. Moram povedati, da v lanski sezoni smo dali igrati kadete in mladince z pomočjo enega starejšega igralca v 3. ligo, kjer smo brez izgubljene tekme se uvrstili v 2. ligo. Kadeti so po 3/4 prvenstva bili prvi v državi, kjer je bilo tudi prvič v zgodovini Slovenije kadetska liga, prav liga, kjer so sodelovale vse najboljše ekipe, in mi smo bili med vsemi najboljšimi prvi. Mladinci smo končali kot 5. In smo letos načrtno naredili, da gremo z temi mladimi v 2. ligo, da se bojo v 2. ligi kalili, da bomo lahko čim prej poslali kakšne k prvi ekipi, in načrtno smo naredili, da gremo tudi v prvo mladinsko slovensko ligo, ki je letos prvič tudi na programu, ki je do zdaj ni bilo, ampak so bili samo turnirji, kjer si praktično v 3 turnirjih končal prvenstvo. Za kadetsko ligo, kjer smo bili lani prvi, se nismo odločili iz samo enega razloga.
ker novo pravilo, ki je letos prišlo, ne dovoljuje, da igralec igra za 3 selekcije, ampak igra lahko maksimalno za 2 selekciji. Tako da smo se odločili, da pač gremo z kadeti in mladinci igrati mladinsko ligo in s kadeti in mladinci in mogoče z kakšnim starejšim igrati drugo ligo. Zdaj moram žal povedati, da to vse stoji, da se to ne odvija nič. Ne vem, kako bo naprej. Vse to, v bistvu tile plani so se zdaj nekako podrli, ker imamo dobro pač generacijo in je škoda, da jo ne bi izkoristili. Zdaj, koliko se da, jih smo vključili nekatere k prvi ekipi, ampak žal pač vseh ne moremo. Tako da mislim, da bo to kar pustilo neke posledice, plus tega, da nimamo malo odbojko in starejše dečke, kjer praktično stojimo že od začetka leta, plus tega, da nimamo, da v vseh šolah niso bile izvajane interesne dejavnosti, se pravi, ne pridobivamo novega kadra, tisti kader, ki ga imamo, z njim ne moremo delati. Veste, kako je, da tile mladi se morajo razvijati. Vprašanje je, kakšne posledice bo vse to pustilo na teh mladih in v kakšnem cajtu se bo to nazaj postavilo na noge, da bojo ti mladi se lahko spet vpisali v šolo in da bojo se zagnali, da bojo lahko trenirali in da ne bojo preveč izgubili določenih kvalitet, pridobili preveč kakšne kilograme in tako naprej. No, to je eden izmed večjih problemov, kot ste jih že sami načeli. Kaj pa nekako druga stran, kako je recimo v tem času tudi sponzorji s pridobivanjem sponzorskega denarja verjetno teže, kot je bilo prej? Ja, mi vsekakor se moramo zahvaliti vsem tem sponzorjem, ki nam stojijo ob strani, še posebej glavnim sponzorjem, kot so Panvita in Pongrad, da lahko koliko se da nemoteno delujemo naprej, se pravi, trenutno lahko povem, da samo prva ekipa dela. Upam, da se bo to čim prej končalo in da ne bo tako velikega vpliva upada sponzorjev in da bo tudi kaj država prispevala k temu in pripomogla k samemu športu, da bo ostal naprej, vsaj v takšni obliki, kot je bil, ker vemo, da vseeno v Sloveniji je šport kar na visokem nivoju. Kakšno nekako popularnost uživa odbojka v Sloveniji? Je nekako to tretji šport v državi, po vašem mnenju? Pa mislim, da smo zdaj napredovali z rezultati v zadnjih letih z reprezentanco in tudi z udeleževanjem ACH-ja v Ligo prvakov. S tem, da smo bili drugi na Evropskem prvenstvu in to 2-krat. Mislim, da smo prišli v en rang više, kar se tiče same odbojke in popularnosti. Sam sem bil tudi deležen tega Evropskega prvenstva, ki je bilo v Sloveniji, kjer ste praktično lahko videli, da na vseh tekmah je bilo po 15, 10 tisoč ali koliko gre v Stožice not. Se pravi, da so ljudje v Sloveniji zagrizli v odbojko, ampak se nam je zdaj žal zgodila ta situacija korona, kjer ne moremo govoriti zdaj, kako je pa zdaj to popularno, kajti vse tekme, ki jih lahko gledamo samo po televiziji ali preko spleta. Dobro je, da je Odbojkarska zveza določila, da prva liga mora obvezno snemati tekme, ki se predvajajo na odbojkarski spletni strani, da si vsaj ljudje lahko ogledajo tam. Če ne, drugače sploh ne bi videli, kdo igra in kako igra. So bila ta zadnja prvenstva morda ena dobra stvar oziroma nekako je to nekaj, s čimer bi lahko privabili mlade igralce? So videli tam svoj potencial nekako v odbojki in ne v katerem drugem športu? Ja, lahko vam samo povem, da en dober podatek, da po končanem Evropskem prvenstvu, ki je bilo v Sloveniji, je bilo po vseh krajih v Sloveniji, kjer se igra odbojka, nenormalen naval mladih igralcev in vključevanje v
klube, se pravi šolske dejavnosti, vse skupaj, razen v Prekmurju, kjer smo ostali pač na istem nivoju po številu pač udeležencev, nekako po istem principu se je nadaljevalo, ni bil noben naval, kot je bilo drugje po Sloveniji. Zdaj, jaz mislim, da je to razlog v tem, da je pač v Pomurju najbolj popularen nogomet, ampak še zmeraj pa mislim, da tako je zanimiva odbojka in da lahko v prihodnosti tudi pričakujemo, da se bo to tudi nadaljevalo in se mogoče tudi izboljšalo z vključevanjem mladih v odbojko. Če za trenutek ostanemo še pri mladih, koliko je nekako kakovosti v teh mlajših selekcijah, so tudi kakšni reprezentanti, kako je s tem? Ja, mi se lahko pohvalimo v zadnjih letih z velikim številom reprezentantov v mlajših selekcijah. Tako lahko povem, da lani sta bila na primer v mladinski reprezentanci dva naša člana, Žan Bedrač in David Novak, plus tega sta bila v kadetski reprezentanci še Dino Vinkovič in Niko Kovačič. In zdaj so v letošnji sezoni spet priključeni generaciji za U17 še trije člani našega kluba, to so Nik Legen, Urban Rajnar in Suhodolnik Vit. Tako da lahko povemo, da v zadnjem obdobju prihaja iz našega kluba kar nekaj reprezentantov teh mlajših selekcij. Se pravi, da tudi v klubu se nekako pol dobro dela in se vidi tudi neki rezultat, da neka kvaliteta je, če imamo vsakih toliko cajta reprezentante v mlajših selekcijah. Me pa skrbi, kako bo zdaj v bodoče, kajti ziher bo težko nadoknaditi to celo leto. Upam, da ne bo dolgo trajalo več to, ker vse to bo nekaj potegnilo za sabo. Morda za konec je to, kdaj bomo morda Panvito Pomgrad ponovno lahko videli v borbi za tista prva mesta, nekako naskakovanje, tisti nekako medalj prvih 3 mest, morda tudi v pokalu, vemo, igrali ste že na zaključnih turnirjih? To je vprašanje, ki je odvisno od marsičesa, se pravi od teh fantov, ki jih zdaj imamo, je seveda najprej cilj kluba, da jih v čim večji meri probamo zadržati v klubu in jim tudi nuditi najboljše pogoje za treninge. In teh v nekih cajtih jih kaliti, jih probati narediti, jih pripeljati do prvoligaških igralcev. Se pravi, če bi neka večina teh fantov ostala v tem klubu z nekim pametnim delom, z pol nekim pametnim nakupom, mogoče kakšnega tujca, ki ga bi rabo dobrega, z kakšnega še Slovenca, bi mogoče v kakšni bližnji prihodnosti lahko se nadejali spet nekih vidnejših rezultatov za osvojitev medalje. Seveda je pa vse odvisno, kam bojo tile fantje šli v šolo, ker verjetno tudi drugi klubi so jih že vedeli, jih bojo hoteli speljati, tako da zdaj bo dosti odvisno od tudi drugih stvari, ne samo od nas. Gospod Fujs, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in za ta pogovor. Hvala tudi vam.